Ali ob tako resnem okoljskem in tudi oziroma predvsem zdravstvenem problemu, kot ga povzroča sežigalnica Anhovo, lahko vendarle pričakujemo odgovorno odločanje, odgovorno odzivanje odločevalcev, ali nasprotno menite, da se bo še naprej ponavljala zgodba, kakršne smo v Sloveniji žal že dolgo vajeni? No, jaz mislim, da je ta odziv lokalnih sodnikov, zdravnikov zelo dober apel za slovensko javnost. Ne le za Soško dolino, ki ima največjo težo iz preteklosti, ampak tudi za preostali del Slovenije. Namreč tam, kjer je že onesnaženost tako velika, je kakršnokoli dodatno onesnaževanje samo breme za človeka. In to breme, čeprav od začetka ste sicer rekli, da so dokazane velike posledice sosežiga na zdravje ljudi, tega ne moremo reči, o tem lahko sklepamo. In zato tudi zdaj opozarjamo, da do teh posledic ne bi prišlo. Naj se vendar, čeprav že toliko let traja, naj se vendar politika zresni v tem smislu, da pomisli na človeka. Kakšno pa je vaše opozorilo po strokovni plati? Znano je, da brez pomisleka oziroma brez kakršnih koli zadržkov opozarjate na vse problematične, na celotno problematično dogajanje na tem področju, ne glede na to, na katerem koncu Slovenije se te zgodbe odvijajo. Kakšno je breme v Anhovem? Breme v Anhovem je zagotovo največje v Sloveniji. O tem ni dvoma, tudi zaradi tega, ker je snov, ki so jo uporabljali v Anhovem, govorim o azbestu, tako zelo nevarna, tako zelo rakotvorna, da smo lahko žrtve šteli po imenu in jih še vedno štejemo po imenu in priimku. Da ne bo nesporazumov, te žrtve so tudi v Ljubljani, te žrtve so tudi v Mariboru, te žrtve so tudi na Jesenicah in v Kopru. To so glavni slovenski centri, kjer imamo največ žrtev uporabe azbesta in vemo, katera industrija je uporabljala azbest. In povsod tam, kjer se uporablja azbest, povsod so te žrtve. To, kar zdaj poskušamo poudariti, je to, da bi nas zgodovina nas je za voljo Božjo nekaj naučila. Naučila nas je, da so žrtve, dejansko okoljske žrtve, nepotrebne, da lahko naredimo veliko več za to, da zaščitimo življenja ljudi. Da bom zelo konkretna, v teh številkah okrog 280 primerov mezoteliomov je komisija, ki priznava poklicna in okoljska obolenja, priznala od leta 1998 do danes kot poklicni ali okoljski mezoteliom. Večina teh, približno 70%, je iz Soške doline. Ostali so iz drugih koncev Slovenije. Verjetno jih je v drugih koncih Slovenije še več, ampak ljudje so neozaveščeni. Tudi zdravniki, vprašanje, koliko pomislijo, da je to pa lahko bilo povzročeno od azbesta, ker vsi se skoncentrirajo samo na Soško dolino. Vendar so bili punkti, so bili kraji, kjer se uporabljajo tudi drugje. In če te kraje, a veste, politika mora vedeti, kateri so ti kraji. Mora vedeti, kje so ljudje predvsem bolni, zaradi katere bolezni, in ne tega področja še enkrat onesnaževati z podobnimi ali pa bolj potuhljenimi onesnaževalci. Zagotovo je povedno tudi to, da je komisija pred nekaj dnevi obravnavala še nekaj tovrstnih primerov. Zgodbe še ni konec. Ne, zgodbe še ni konec in tisto, kar je pretresljivo na tej komisiji, sem sama sedela, je bilo, mislim, da od 6 primerov so bili 3 okoljski. In to pomeni, okoljski pomeni, da človek nikoli ni delal v tovarni, da pa je imel svojca, ki je delal v tovarni, ali pa je delal nekje v bližini, ali je kakorkoli prihajal v kontakt s temi ljudmi. To pomeni, da si onesnaževalo nosil domov. In to je še, ponovno poudarjam,
ista pesem, isti vzorec, kakor je bil v tej tovarni, se pravi, da so ljudje nosili obleke doma in tule zboleli, isti vzorec smo imeli tudi v drugih tovarnah za drugo snov, recimo za svinec, da so ženske obdelovale steklo z svinčeno steklo in v istih oblekah hodile doma. Torej moje sporočilo je, ker se tega ne sme, naj se ne potem 20 let pozneje popolnoma isto z drugim polutantom dela. Zato govorim, a me razumete, govorim o politiki. Politika pa pomeni odločitev, da se rešiš najbolj nevarnih onesnaževalcev in tistih nekoliko manj se pa moraš znati obnašati z njimi.